Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane svetnice, svetniki, predstavniki medijev, zaposleni, občinski upravi, poročevalci. Odpiram drugo redno sejo občinskega sveta občine Radenci in vas vse lepo pozdravljam. Ugotavljam, da je prisotnih vseh 15. Ni še? 14, to je odsoten. Ugotavljam, da je prisotnih 14 svetnikov, manjka gospod Rantaša. Ugotavljam, da je svet sklepčen in da lahko začnemo z delom. Na sejo občinske sveta občine Radenci sem povabil predstavnika podjetja Saubermacher Slovenija, je tukaj, še pride, vezano na 9. točko dnevnega reda. Pred odločitvijo dnevnega reda seje občinski svet odloča in sprejema zapisnik prejšnje seje. Zapisnik ste vsi sprejeli skupaj z gradivom. Sprašujem, evo, tudi gospod Rantaša, ugotavljam, da je tudi gospod Rantaša pristopil k seji, tako da nas je vseh 15 prisotnih. Sprašujem, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik prve seje občinskega sveta občine Radenci. Ugotavljam, da ni pripomb, zato pred glasovanjem o potrditvi zapisnika ugotavljam prisotnost. Se pravi, prisotnih je vseh 15. Dobro. Predlog sklepa se torej glasi: občinski svet občine Radenci potrjuje sprejem zapisnika prve redne konstitutivne seje občinskega sveta občine Radenci, ki je bila 20.12.2018. Glasujete, koliko je za? Vsi, proti, nihče. Gremo naprej. Skupaj z vabilom ste dobili tudi dnevni red za današnjo sejo s pripadajočim gradivom. Ker za točko 10, predlog sklepa o potrditvi elaborata o skrbi s pitno vodo, nismo pravočasno oziroma ga sploh nismo sprejeli. Od podjetja SIM smo ga naročili, ampak ga nam do roka, ki je bil dogovorjen, niso dali. Predmetno točko dnevnega reda torej umikam iz dnevnega reda. Tako sedanja točka 11, odgovori na vprašanje, bo postala točka številka 10. Sprašujem, ali ima še kdo kakšen drugi predlog vezan na dnevni red. Prosim. Hvala lepa za besedo. Predlagam, da se točki 7, in sicer predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Radenci prva obravnava, in pa točka 8, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v občini Radenci prva obravnava, v bistvu se jih umakne iz današnje seje in uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta, ko jih bodo v vmesnem času obravnavali za to pristojni odbori, kar je seveda nujno potrebno, saj imata obe točki finančne posledice na proračunu občine Radenci. Hvala lepa. Ko smo razmišljali o tem, ali jih uvrstiti, smo pred sabo imeli revizorsko poročilo, ki ste ga tudi dobili vsi, ki od nas zahteva takojšno reakcijo, da nekatere stvari uredimo, ki prej niso bile urejene. Gre samo za prvo obravnavo, odbor bo v tem času obravnaval kompletno gradivo in na drugem obravnavanju bo zadoščeno in oziroma bodo se vsi lahko do samega odloka opredelili. V občini potekajo postopki. Režijski obrat, ki je ustanovljen leta 2007, smo aktivirali. Občinski
Občina Radenci je danes z zapisnikom od podjetja SIM prevzela kompletno dejavnost glede vodooskrbe in bo od 1.3. naprej sama izvajala v dogovoru z podjetjem Pelekio vodooskrbo na področju občine Radenci. Vezano na to smo ta odlok uvrstili in bi prosil, da ta 2 točki ostanete na dnevnem redu. V drugačnem primeru bomo samo mesec dni zamujali z pravilnim odlokom in bomo nadaljevali z nekim nezakonitim delovanjem še naprej. Prosim. Vsem skupaj lep pozdrav, hvala za besedo. Ni mišljeno to, predlog umika teh točk za zaviranje. Vsi smo za to, da se nekaj naredi, vendar nismo za to hitenje. Jaz ne vem, če je kdo danes pripravljen konstruktivno sodelovati v razpravi v prvem branju. Nihče od nas ni temeljito te zgodbe pregledal. In mi smo zdaj eno fazo preskočili, mi bomo danes kome odbore in komisije imenovali. To je stvar najmanj 3-4 komisij ali odborov, da to zgodbo predelajo. Podpiramo zgodbo, absolutno, vemo, da je čas zelo pomemben, ampak z ne vem, 2-3 tedenskim zamikom, ne vem, če toliko zgubimo. Hvala. Odločitev je seveda na vam. Gre predvsem za to, da mi v pridobivanju sredstev za gradnjo čistilne naprave bomo zamudili zadnji rok. Gre za to, da je zadnji trenutek in da smo veliko truda vložili, da imamo šanse, da leto dobimo teh potrebnih 5.200.000 evrov, ampak jih vsekakor ne bomo dobili, dokler v občini Radenci ne rešimo problem oskrbe z pitno vodo oziroma tudi z kanalizacijo, ker nam nihče ne bo sredstva dal za primer, da je zasebno podjetje vključeno, tako kot je bil do sedaj. Če hočemo zadevo spremeniti, moramo iti na režijski obrat, moramo se prikloniti Pelekiji, ki je, smo bili del vse te zgodbe. Je pa res, da bo režijski obrat občine Radenci tisti, ki bo prevzel to dejavnost, ki bo delal naprej in bo tako kot večini občini, 95% občine v Sloveniji delal na ta način. Jaz mislim, da z tem, da bi to danes sprejeli prvo branje, da je možno v 30 dneh celotno gradivo predelati in se na drugi seji, v drugem branju opredeliti do samega odloka. Da s tem ne bo zgubil ničesar, pridobili pa bomo samo na tem. V primeru, da se odločite že tako, obstaja tudi druga možnost, da skličemo še prej, še eno sejo, pa da potem odločimo že prej. Ampak pravim, da se boste vi sami odločili. Jaz bi najboljše damo to na glasovanje. Vsako točko je, prva in druga. Gremo v sistem glasovanja. Najprej ugotavljam, da ste vsi vseh 16 prisotnost. 15? Vseh 15. Kdo je za umik? Torej, kdo je za umik 7. točke predloga odloka o sprememba dopolnitev odloka o lokalni gospodarski javni službi v občini Radenci, prva obravnava. Kdo je za umik? Naj dvigne. 4. Lahko samo malo še preden... Obrazložitev glasu, ajde. Mislim, ta predlog je smiselen, ne? Zdaj samo, kar se tiče mene osebno, ko sem brala tole. Se opravičujem.
Lep pozdrav. Predlog, ki ga je podal gospod Berič, se mi zdi smiselen, ker mene osebno, ko sem prebirala tole gradivo, ko smo ga dobili, me je zmotilo ta druga točka, finančne posledice. Predlagana sprememba odloka bo imela finančne posledice in sem si napisala, kakšne finančne posledice. Jaz razumem, da se mudi, da je zadeva v redu, da gremo v to, ampak glede na to, da gremo z njo v tako s hitrostjo, predvidevam, da so finančne posledice potem že tudi predvidene. In bi se mi zdelo smiselno, da preden mi to obravnavamo, da vidimo, kakšne so te finančne posledice na proračunu občine Radenci. Samo to. Kot sem rekel, v 5.2. bomo imeli javne obravnave, tudi odbori bojo o tem odločili, tudi takrat se bojo videle finančne posledice, ki jih finančnih v tej vrsti z ustanovitev režijskega obrata dolgoročno ni, kratkoročno pa seveda so, ker bomo mogli vzpostaviti način poslovanja režijskega obrata, potem pa se bo financiralo to tako, kot se je financiralo iz elaborata podjetja SIM, tako da tukaj dolgoročnih finančnih posledic sigurno niso, pa kratko začasne financiranje vzpostavitve režijskega obrata, ki to prevzame, to pa je. Tako da finančnih posledic za samo občino Radenci v bistvu ni. Režijski obrat je sestavni del občine, občinske uprave, ni poseben žiroračun, je žiroračun občine Radenci, tako da vsi prihodki tudi grejo na občino. Ne, kot posebna stavka, ampak posebej se vodi, ampak je pa isti žiroračun. Dobro, glede na to, da smo glasovali, 4 proti, 4 so bili proti, 11 je bilo za. 4 so bili za, 11 je bilo proti. Na glasovanje dam tudi 8. točko. Prosim? Nismo še glasovali proti. Aha, je treba. Kdo je proti predlogu, ki je dal gospod Berič? Eno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 proti. 2. Ostali so glasovali. Ugotavljam, da točka dnevnega reda ostane v dnevnem redu. Na glasovanje dajem tudi 8. točko predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v občini Radenci, prva obravnava. Kdo je za, da predmetna točka ne bi bila sestavni del dnevnega reda? 1, 2, 3, 4. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ugotavljam, tudi ta točka dnevnega reda ostane v obravnavi. Dobro. Ugotavljam, je še kakšen predlog dodaten? Če ni, ugotavljam, da ni dodatnih predlogov za spremembo dnevnega reda, zato predlagam novi dnevni red današnje seje, ki se glasi. Prva točka potrditev zapisnika prve redne seje, druga točka informacije o dejavnosti župana med sejama, vprašanje in pobude svetnic in svetnikov, predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta občine Radenci, predlog sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora, predlog sklepa o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta, statutarno pravno komisijo, odbor za šport, odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve, odbor za kmetijstvo, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarstvo, turizem, obrt in podjetništvo, odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. 7. točka predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalni gospodarski javni službi v občini Radenci, prva obravnava. 8. točka predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v občini Radenci, prva obravnava. Predlog sklepa o potrditvi programa ravnanja z ločeno zbiranim frakcijami za leto 2019, odgovori in vprašanja in pobude svetnic in svetnikov, 10. točka.
Pred potrditvijo dnevnega reda ugotavljam ponovno prisotnost svetnikov. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnikov. Glasujete, kdo je za dnevni red? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Kdo je proti? Dva sta proti. Dva sta. Ja. Informacija župana. Tako kot sem najprej, da začnem. Objavili smo javni razpis za delo direktorja občinske uprave. Izbran za to delo je gospod dr. Tomaž Pliberšek iz Ptuja. Doktoriral je v Londonu. Do sedaj je bil direktor občinske uprave v Naklo pri Škofji Loki. Gre za strokovnjaka iz tega področja, razgledanega, odprtega, rekreacijskega pilota, rojenega 60. let. Po moji presoji menim, da bo odlično upravljal funkcijo direktorja občinske uprave. Veselim se z delom z njim, delo prične z jutrišnjim dnem. Kot sem povedal, mi smo v skladu z sklepom iz občinskega sveta iz leta 2007 vezani predvsem na revizijsko poročilo, ki ste osnutek ga danes dobili. Dobili ste samo predlog, še ni dokončan bo do konca tega tedna in tudi potem vam ga bomo kot takšnega poslali pogled v celoti. Vezano na vse te stvari, ki so bile ugotovljene in tudi glede na to, da nekatere stvari vezane na pridobivanje sredstev iz evropskih in drugih kohezijskih sredstev, menimo, da nam je veliko lažje in tudi finančno veliko boljše za naše občane, da javne službe, kar se tiče vode, upravlja režijski obrat občine. Zgledovali smo se na občine, ki to počnejo, Zreče in še nekatere druge občine, v kateri smo pridobili mnenja, kako in na kakšen način poslujejo. Ugotavljamo, da je cena vode v teh občinah bistveno nižja, naprimer v Zrečah 0,39, kar je skoraj polovico manj kot pri nas. Pristopili smo k temu in kot sem že uvodoma povedal, z 28.2. oziroma s 1.3. naprej letošnjega leta režijski obrat bo sam obračunaval vodo in skrbel za javno omrežje vodovoda v občini Radenci. Sami veste, da čistilna naprava je v stanju takšnem, kot je. Potrebna je izgradnja nove, imamo veljavno gradbeno dovoljenje, nimamo pa sredstev za izgradnjo. Potrebujemo približno 8 milijonov evrov. V tem kohezijskimi sredstvimi, ki so podeljeni, smo nažalost uvrščeni v skupino B, zato ker ni bilo želje oziroma hotenje, da se borimo v prejšnji sestavi, da dobimo ta sredstva, so pa seveda tudi vezani z načinom upravljanja vodovodnim omrežjem in pa kanalizacijskim omrežjem v občini Radenci. Pač nismo bili uvrščeni, sedaj obstajajo možnosti, da iz B pridemo na listo številko A in da
in da ta sredstva dobimo, to je okoli 5 milijonov 200 tisoč evrov, in da bi lahko to čistilno napravo izgradili in dokončno rešili problem v občini Radenci. Dnevno smo v kontaktu z vsemi župani, na tem tako imenovanem C-traku, pogovarjamo se, kako rešiti nastali problem vezano na tožbo vseh občin proti občini Ljutomer. Moram povedati, da so že neki koraki narejeni nazaj, da so pogovori stekli in upam, da bomo sporazumno zadevo dogovorili, tako da bomo naslednjih 2 leti še skupaj v tej zgodbi, namreč 5 let moramo imeti skupno ceno, ker smo na ta način, ker smo vezani na dogovor, ko smo pridobivali ta sredstva za izgradnjo C-traka. Ta rok mine čez 2 leti, v tem času se moramo skupaj dogovarjati, potem pa bo občina Radenca z svojim režijskim obratu popolnoma samostojno vodila politiko na področju vode in pa odpadnih vod, kanalizacije in podobno. Pričeli smo pogovore in pripravljati gradivo za vas, svetnike, da odločite o tem, ali bomo prevzeli kapelsko klet. To je zgradba za mano, mislim, da jo vidite. Kapelska klet se bo sedaj prodajala za 400 tisoč evrov z vsemi pripadajočimi zemljišči, okoli še 3 parcele okoli same kleti. Na to imamo predkupno pravico. V tem trenutku z stečajnim upraviteljem se pogovarjamo, da bi priklical to 6. licitacijo v 2. mesecu in da bi pristopil direktni prodaji, kateri bi mi ponudili 300 tisoč evrov za odkup te kleti. To klet pogledate. Prvi namen te kleti, kaj bi z njo naredili, zgradili, je predstavljen tule, evo, lahko pogledate. Se pravi, kletne prostore tam, ker so bili sodi, obe kleti, bi spremenili v muzej črnega traminca, v kateri bi obujali spomine na traminec kot takšen. To je tista, danes je največ evropskih sredstev, tako mehke variante pridobivanja občinskih sredstev. To pomeni, gre za različne zgodbe. Ta zgodba s črnim tramincem se nam zdi avtohtona. Pridobili smo veliko dokumentov o tem, da je ta tramin že od 45. leta prisoten tukaj in bi zgodba bila lahko odlična. Se pravi, kletne prostore zgoraj bi pa spremenili v Radenski kulturni dom z restauracijskim prostorom in z vsemi ostalimi. Stalo bi nas to, kot sem rekel, 400 tisoč oziroma 300 tisoč evrov bi ponudili, če bo prišlo do direktne prodaje oziroma zbiranje ponudb. V primeru, da bo pa bila licitacija, pa bi to klet odkupili za 400 tisoč evrov. Sem pa prepričan, da bomo teh 400 tisoč evrov skozi projekte dobili nazaj. Ampak to pripravljeno gradijo, o tem boste pač odlok spremenili vi. Bili smo z občinsko upravo na pregledu priprav oziroma projektno dokumentacijo za telovadnico na Kapeli. Tukaj za mano to vidite. To plavo je novi objekt, telovadnica 24x32 metrov igralne površine. Desno se navezuje s tistim jezičkom na šolo na Kapeli. Projekti tečejo, mi smo se dogovarjali,
dali neke pripombe predvsem tem, da morajo v načrti zagotoviti dovolj velike slačilnice garderobe za otroke, ker v bistvu otrokom je to namenjeno. Tu smo imeli malo pripombe, ker so imeli premale garderobe, zdaj smo ustrajali, da bojo večje, ker na koncu je to za otroke, ne pa za ostale. Zadeve potekajo dobro in bojo biti v tistih finančnih okvirih, ki je bil tudi s prejšnjim občinskim svetom dogovorjeno. Začeli smo z pristopkom pripravo gradivo, ki ga bomo tudi k vam dali v lahko luč, ki bomo ga dali vam v odločitev. To je začetek priprav na to, da bi poenostavili naše bivanje v Radencih, predvsem na šolskem sistemu in pa vrtcu. Predlog je, ki ga bomo dali v predlog, da osnovna šola Kapelo in vrtec na Kapelu združimo v eno pravno osebo, tako da imamo samo enega direktorja, eno računovodstvo in eno nabavno službo. Ta isti predlog bomo podali za osnovno šolo Radenci in pa vrtec v Radencih. Na ta način bomo imeli 2 direktorska položaja manj, imeli bomo 2 računovodstva manj, imeli bomo 2 nabave manj. Vse to bi prineslo finančni učinek, ki bi bil dolgoročen in dolgoročno pozitiven za občino, ampak kot rečeno, gradivo o tem pripravljamo in vam bomo dali vam na odločenje, vi ste tisti zadnji, ki boste o tem odločili. Glede na to, da smo ustanovili zavod, ker bomo delali na režijskem obratu, bomo vam v odločanju predlagali tudi ukinitev Zavoda za šport in turizem. Vse dejavnosti, ki jih je do sedaj imel zavod, bo prevzel režijski obrat, vse zaposlene, ki jih imel zavod, bo prevzel režijski obrat in ne bo nobenih direktnih posledic za zaposlene. Bo pa seveda manj direktor, upravljanje z telovadnicama, bomo pa razmišljamo o 2 smeri, ali bomo to predali direktno nogometnemu klubu Radenci ali pa bo upravljala direktno občina. Povabili smo družino Šarič, da pride v Radence 4. maja letos. Ob tej priliki bomo v avlo občine Radenci postavili spominski kamen, ki je najden v samem parku, ki je bil takrat narejen za Kristjana Hena. Začeli bomo prijazne pogovore z njimi v smeri, da bi razumeli nastalo situacijo v občini Radenci in nam pomagali, da bi bilo čim prej konec te denarzacijskega zahtevka in da bi lahko prosto dihali. Za 21. marec, za materinski dan, bomo organizirali posebno proslavo. Ta dan, ki je namenjen materem, bomo izkoristili in bomo Avseniku in pa Nipiču postavili spominsko ploščo za pesem o Radencih, ki so jih napisali v prejšnjem stoletju. Na ta način tudi v Radencih se spomnili in pustili spomin gospodu Avseniku in pa seveda gospodu Nipiču, ki bo v tej priliki tudi naš gost. Upravljam še veliko drugih aktivnosti, v katerih boste obveščeni. Največ dela je tudi na proračunu, ki ga sestavljamo za letošnje leto. Sodelujemo z obama podžupanoma, ki dnevno se izmenjujeta in prihajata na občino, tako da smo probamo biti čim bolj aktivni in da naredimo čim več, da te spremembe, ki jih načrtujemo, bi bile čim prej in da bi se potem lahko posvetili normalnemu delu. Ja, še eno stvar, ki sem jo seveda pozabil in je tudi zelo pomembna. Ustanovili smo projektno skupino, ki jo vodi
gospa Mojca Marovič, to je projektna skupina za pridobivanje evropskih sredstev, pripravo evropskih projektov na zalogo in vsega, kar se teh zadev tiče. V tej skupini bojo 4 kadri, Mojca, ki je že itak zaposlena na občini, potem poslovna sekretarka, ki bo nova, 4 ure bo upravljala poklic poslovne sekretarke, 4 ure pa bo v tej projektni skupini. Gospa Zdenka, ki je do sedaj bila poslovna sekretarka in še danes je, bo prerazporejena zadolžena za krajevne skupnosti. Ivanoša Janez pa je začasno, dokler ni Nataše, upravlja njeno delo na okolju. To so te spremembe, ki smo jih načrtovali. V tej projektni skupini bojo še pa 2 zunanje sodelavca, ki bosta pogodbeno delala za občino Radenci, tako da bo to telo štelo 4 ljudi. Načrtovano je 6-mesečno izobraževanje tukaj in ne na način, da bi se 6 mesecev izobraževali, ampak direktno na realnimi projekti bojo imeli iz Ljubljane oziroma bomo izbrali ponudnika, ki bo vodil to izobraževanje, tako da bi bili čim prej sposobni sami delati projekte na zalogo, prijavljati se na projekte in da bi končno občina Radenci zaživela tudi v tem delu. Zaenkrat to bi bilo moje poročilo. Nadaljujem, se pravi, za sejo. Naslednja točka je vprašanje in pobude svetnikov in svetnice, svetnic in svetnikov. Če ima kdo kako vprašanje, kakšno pobudo, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi imel eno vprašanje, ki sem ga že postavljal v občinskem svetu v prejšnjem mandatu, pa vseeno je potrebno tudi zdaj o tem spregovoriti, ker bo pred sprejemom tudi zadeve, tudi na današnji seji za tiste, ki se tičejo ravnanja z odpadki. Moje vprašanje je, na predzadnji seji občinskega sveta v letu 2018, prav tako tudi na zadnji seji, sem postavil zahtevo za ureditev stanja na področju zbiranja komunalnih odpadkov v večstanovanjskih zgradbah v občini Radence. Stanovalci le-teh smo bili namreč za sprejetjem programa ravnanja z ločeno izbranimi frakcijami na območju občine Radenci za leto 2018 v neenakopravnem položaju napram vsem občanom. Sprejet je bil program, kjer je veljalo, da je v individualni hiši določeno 2 ali več oseb v gospodinjstvu, 120 litrov, kar je lahko tudi 2 ali več oseb, tudi 8 oseb. In podobno. V spodnji obrazložitvi je eksplicitno zapisano. Večstanovanjske zgradbe 60 litrov na osebo. To pa pomeni 20 oseb v zgradbi, 1200 litrski kontejner. Na osnovi tega smo s prvim novim obračunom meseca junija 2018 plačali vsi ti občani tam stanujoči občutno višje položnice kot v maju za 2 osebi približno 4,18 evrov imam položnice, junija pa po novem za isto zadevo 11,55 evra. Koliko je to povečanje? Julija 11,31, avgusta 11,67, septembra 14,85, oktobra 16,74. Po moji zahtevi na tej seji, po tistem, ko se je zadeva malo, smo se o zadevi pogovarjali z vodstvom Zaubermacherja, pa je nova položnica prišla že decembra, ne vemo na kakšni osnovi, 10,19 € in tako naprej. V programu zravnanja z ločeno zbranimi frakcijami za leto 2019 je zadeva v tej alineji spremenjena
to pozdravljam, da se je to spremenilo in izenačena z ostalimi uporabniki. Končno vprašanje za koncesionarja Saubermacher, pa škoda, da ga ni tukaj, pa je, kam so šla in kje so finančna sredstva plačil za omenjenih 5 mesecev za približno 800 ljudi v Radencih, ki živijo v večstanovanjskih objektih. Ker jim je bila zaračunana ta enormna višja postavka, samo govorim za MKO, mešani komunalni odpadki. Ti nas tudi največ stanejo. Drugo vprašanje, kdaj bo izvedena menjava kontejnerov za MKO, ki nimajo mesta v že zgrajenih smetarnikih, seveda ne na račun uporabnikov. Hkrati pa pričakujem, da se dokončno uredi seznam stanovalcev, število v posameznih zgradbah, saj je od tega odvisna višina položnice za slehernega občana. Pobuda od občinske uprave pričakujem, da se dokončno uredijo zbiralniki komunalnih odpadkov v sodelovanju in dogovoru z upravljalci zgradb, etažnimi lastniki in podjetjem Saubermacher, ki bi tukaj bilo lahko vsaj v takšni obliki, da bi bili sponzorji nekega dela. Druga moja pobuda pa je zadeva poimenovanje prostora. Spoštovani župan, občinski svet, občinska uprava, spoštovani občani. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona in Lenart sta bili v lanskem letu pobudnik za postavitev spominskih obeležij v spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne 91, ki so se odvijali na območju današnje občine Radenci. Obe združenji sta tudi z veliko pomočjo občine Radenci prispevale finančna sredstva za ureditev prostora z 2 tetraedroma, hranili orožje in obranili domovino, ki krasita ta spominski prostor, ki smo jih svečano odkrili v lanskem letu ob 17. spominskem pohodu ob meji. V aktivnosti je sodelovalo tudi Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje. Vsi trije navedeni so sodelovali v obrambi proti agresorju JA na tem prostoru. V letošnjem letu imamo v načrtu postavitev informativne table, ki bo imela sporočitveni namen obvestiti obiskovalce in sprehajalce, še posebej mlade, na dogodke iz vojne 91. Vsi ključni dogodki na prostoru današnje občine Radenci bodo kronološko zapisani na infotabli, ki je že v izdelavi. Tabla bo imela tudi grb občine Radenci, logotip Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Policijskega veteranskega društva Sever. Z navedenim imajo Radenci v slovenski osamosvojitveni vojni posebno mesto, zdraviliško naselje in kraji okrog njega ter ljudje in vojaki so bili v tistih prelomnih trenutkih zelo izpostavljeni. Otvoritev tega načrtujemo ob 18. spominskem pohodu ob meji 3. julija 19 za svečanostjo odprtja tega spominskega parka. V ta namen predlagamo občinskemu svetu, da se prostor poimenuje Spominski park osamosvojitvene vojne 91. Hvala lepa. Še kakšno? Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz pa imam eno pobudo in eno vprašanje. V svojem imenu in v imenu občanke in občanov, ki so se do danes z tema 2 tematikama nekako obrnili name, pa sama žal nimam odgovorov. Najprej je pobuda, ker se verjetno proračun za leto 2019 oziroma 2020, vkolikor se pripravlja 2-letni proračun, že pripravlja, predlagam županu, da vam vključi sredstva za subvencioniranje kopalnih kart v zdravilišču Radenci za občanke in občane občine Radenci in na tak način še naprej spodbuja preventivne zdravstvene dejavnosti. Sledeče je pa vprašanje, in sicer v zvezi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Me zanima, kdaj lahko pričakujemo odločbe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Radenci za leto 2018
in kdaj lahko pričakujemo odločbe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Radenci za leto 2019. Predvsem zaradi razbremenitve občank in občanov, kar se tiče poravnavanja obveznosti, istočasno predlagam daljši časovni zamik med izdajo ene in druge odločbe. Hvala lepa. Na koncu bom odgovoril. Ja. Še kakšna? Miran, izvoli. Ja, hvala za besedo. Prvo bi predlagal, da si vsi člani novega občinskega sveta usposobite e-mail. Vete, kakva je končnica radenci.si. Ne glede na to, kaj si mislite, mislim, ko moramo med sebo sodelovati, komunicirati in dosti krat je kaj takega, ko se ne bomo klicali po telefoni, pomembno pa je, ko informacije letijo. To je prva stvar. Druga stvar pa je, šel bi malo naprej na poletne mesece, pa še prej maraton. Mislim, da do časa maratona moramo urediti to pogorišče, ki je lani 24. septembra, če se prav spomnim, zgorelo v Radencih, ta prekmurski dom. Ne bi rad, da bi to padlo na stroške občine. Informacije, ki jih imam, ko je zgorela kavarna, je bil to kar občinski strošek. To treba bo se sesti z Savo in to do takrat urediti. Vete tudi, da smo 8. najstarejša občina po številu prebivalstev v Radencih. Kljub temu pa imamo kar aktivno mladino in vsako leto imajo en odmeven dogodek, traja par dni, ki se je zelo prijel. Želja ljudi, ki pa živijo okrog tega igrišča v Radencih pa je, da bi se ta prireditev preselila, ker praktično to je kar moteče in tudi samo igrišče ni neki prireditveni prostor. V starih časih se vsi spomnimo, pa radi obujamo spomine, da so bile prireditve v sklopu bazena in mislim, da je tudi zdaj čas, pa ki ne zahteva nekih velikih stroškov pa gradbenih posegov, da bi mi ta prireditveni prostor uredili, če se hitro pristopimo k temu. Neke ideje imamo, do naslednje seje bomo jih povedali, mi pa bomo že delali zdaj na tem, ko bodo tudi uresničene še letos. Hvala. Dobro, še kakšna voda? Mira, na koncu bom probal odgovoriti. Če ne, zaključujem to točko dnevnega reda. Točka številka 4. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta občine Radenci. O vsebini predmetne točke je razpravljala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim predsednico, gospod Matejo Horvat, da poda svoje poročilo. Lep pozdrav vsem skupaj. Občinska volilna komisija je 31.12.2018 sprejela ugotovitveni sklep, da Romanu Leljaku preneha mandat člana občinskega svetnika, saj je bil izvoljen za župana občine Radenci. Župan je podal izjavo, da mandat sprejema in da bo funkcijo opravljal nepoklicno. Občinska volilna komisija hkrati ugotavlja, da se v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o lokalnih volitvah imenuje Dušana Domajnka za člana občinskega sveta. Gospod Dušan Domajnko je podal izjavo, da sprejema mandat. Torej, člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja soglasno predlagamo občinskemu svetu občine Radenci, da potrdi mandat občinskega svetnika gospodu Dušanu Domajnku. Hvala. Želi kdo razpravljati o tem? Ugotavljam, da ne. Ugotavljam ponovno prisotnost. Ugotavljam, da nas je vseh 15 prisotnih. Predlog sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje mandat članov občinskega sveta občine Radenci zvoljenemu na lokalnem volitvah 18.11.2018 in sicer Dušanu Domajnku, urejenemu
1969 leta, stanujočega v Kapelskem vrhu v Radencih. Glasujete, kdo je za predlagani sklep. Ugotavljam, da je vseh 15, da je enoglasno. Ugotavljam, da je spet soglasno sprejet. Dušan, iskrene čestitke. Vsedaj naprej, prosim, te kartončke tudi ti uporabljaj. Nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda seje občinskega sveta, in sicer predlog sklepa imenovanja članov nadzornega odbora. O vsebini predmetne točke je razpravljala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim predsednico, gospod Amadejo, da ponovno pove poročilo. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo soglasno sprejeli sklep o imenovanju članov nadzornega odbora v sestavi: Gorazd Rudolf Kovačič, Vida Kovačič, Silvija Gider Zamuda, Igor Prelog in Vitomir Lazar. Članom občinskega sveta predlagamo, da o sklepu razpravljajo in ga potrdijo v predlagani vsebini. Je. Hvala. Ima kdo se pripravlja razpravo, ima kdo kakšen drugi predlog? Ugotavljam, da dodatnih predlogov ni, zato ugotavljam ponovno prisotnost. Prisotnost je vseh 16 svetnikov. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora občine Radenci v sestavi Gorazd Rudolf Kovačič, Vida Kovačič, Silvija Gider Zamuda, Igor Prelog in Vitomir Lazar. Glasujete, kdo je za predlagani sklep? Vseh 16. Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. Točka 6. Predlog sklepa o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta. Točka A. Statutarna pravna komisija. Naprej. O vsebini predmetne točke razpravlja komisija za imenovanje. Prosim Amadejo, da poda poročilo. Torej, člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sklep o imenovanju članov v statutarno pravno komisijo v sestavi: Janez Konrad, Dušan Domajnko, Toni Žitek, Dušica Berič in Jože Kager. Hvala. Želi kdo razpravljati oziroma kakšen drugi predlog? Ugotavljam, da dodatnih predlogov ni, zato ugotavljam ponovno prisotnost. Prosim, če ste vseh 16 tukaj. Ja, 16 je prisotnih. Predlog sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa o imenovanju članov statutarno pravne komisije v sestavi Janez Konrad, Dušan Domajnko, Toni Žitek, Dušica Berič, Jožef Kager. Glasujete, kdo je za predlagani sklep skupaj za vseh 5 članov? 16. Odbor za šport. Pri zapisu naziva odbor se nam je pripravil gradiva zgodila napaka, ki jo je na seji odpravljamo in imenujemo člane odborov za šport in turizem. O vsebini predmetne točke je razpravljala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim Amadejo, da podate poročilo. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo soglasno sprejeli sklep o imenovanju članov v odbor za šport in turizem v sestavi Miran Gumboc, Toni Žitek, Dejan Berič, Izidor Klemenčič in Luka Ajlec. Članom občinskega sveta predlagamo, da o sklepu razpravljajo in ga potrdijo v predlagani vsebini. Hvala. Želi kdo razpravljati? Ima kdo kakšen drug predlog odbora za šport in turizem? Ugotavljam, da ne. Ponovno listo prisotnih. Prisotni ste vsi 16. Predlog sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje
predlog sklepa o imenovanju članja odbora za šport in turizem v sestavi Miran Gomboc, Toni Žitek, Dejan Berič, Izidor Klemenčič, Luka Ajlec. Glasujete, kdo je za? Ugotavljam, da je z 16 glasovi predlog sprejet. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve. Tudi o tem je razpravljal odbor za komisija za na mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim gospod Amadejo za poročilo. Člani komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja smo soglasno sprejeli sklep o imenovanju članov v odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve v sestavi Dominika Fras, Miran Jelen, Toni Žitek, Tadej Pintarič in Nina Fekonja Trstenjak. Hvala. Želi kdo razpravljati? Ima kdo kakšen drugi predlog? Ugotavljam, da dodatnih predlogov ni, zato ponovno ugotavljam listo prisotnosti. Prisotnih je vseh 16. Predlog sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa o imenovanju članov odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve v sestavi Dominika Fras, Miran Jelen, Toni Žitek, Tadej Pintarič in Nina Fekonja Trstenjak. Glasujemo, kdo je za. Ugotavljam, da je vseh 16. Za. Odbor za kmetijstvo, tudi v tem odboru je razpravljala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim, Amadeja, poročilo. Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sklep o imenovanju članov v odbor za kmetijstvo v sestavi Drago Bračko, Andrej Divjak, Jožef Toplak, Ivan Miha Klobasa in Dušan Trajbarič. Hvala. Želi kdo razpravljati oziroma ima kdo kakšen drugi predlog? Ugotavljam, da ne. Zato ponovno ugotavljam prisotnost vseh 16 članov. Predlog sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa o imenovanju članov odbora za kmetijstvo v sestavi Drago Bračko, Andrej Divjak, Jožef Toplak, Ivan Mihael Klobasa in Dušan Trajbarič. Glasujete za vse skupaj. Vseh 16 potrjuje, se pravi, sklep je sprejet. Odbor za družbene dejavnosti, vsebini predmetne točke razpravlja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim Amadeja za poročilo. Torej, člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo soglasno sprejeli sklep o imenovanju članov v odbor za družbene dejavnosti v sestavi Elvira Klemenčič, Emil Šmit, Nikolaj Brus, Nada Žitek in Sara Kager. Član občinskega sveta predlagamo, da o sklepu razpravljajo in ga potrdijo v predlagani vsebini. Želi kdo razpravljati? Ima kdo kakšen predlog? Samo malo. Ja, ne vem. Gore. Na govornico možete. Ja, ne vem, ajde, vseeno. Gospod Rantaš, vi ste vi prvi, izvolite. Hvala lepa za besedo, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Imam predlog, ki je sicer že bil podan na naši seji, ko smo se zbrali predstavniki v večji meri članov občinskega sveta. Moj predlog je Darjan Meglič. Obrazložitev je pa, Darjan je izjemno družbeno dejaven, je tudi pobudnik dobrodelnega koncerta zdaj za nakup cisterne na Kapeli, tako da mislim, da je umesten predlog. Hvala lepa. Ni na mesto. Zdaj bo 6 in boste javno glasovali o vsakem posebej. Ja. Dobro, predlog je sprejet. Ja, kaj izvolite? Milan, izvoli. Se pravi, Darjan Meglič, ne? Strinjam se z predlogom gospoda Rantaša, ampak glede na to, da jih je samo 15 lahko, pač jih je notri, je potrebno zamenjati enega člana in a je lahko dodaten 6. Glasovali bomo za vsake posebej, kdo bo bil na več točk. Ja, dobro. Ja.
jaz samo pozoril, da narobe naslov Richterovci 18 nekorjancev. Pri mojem mnenju. Aha, dobro, ja, vse to je. Ja, hvala lepa, ja, imate prav, ja, treba je pravilno tudi. Ja, ugotavljam, da imamo še novi predlog. Torej, bom podal predlog sklepa. To je razlika za odprej je, da bomo glasovali za vsakega od njih posamično. Mi imamo v poslovniku in statutu zapisano, da je odbor za družbene dejavnosti sestavlja 5 članov, 3 so iz članov občinskega sveta in 2 sta pač predstavnika lokalne skupnosti širše. In tako bomo zdaj med 3 predlogi širše lokalne skupnosti. Mojca, če vas prav razumem, hvala za pomoč, se pravi, pozovem gospoda Dejana Beriča, da se opredeli v Sari Kager. da se opredeli o kandidaturi Sari, samo malo, lahko začnemo. Gospod Dejan Berič, prosim, da se opredelite glede kandidature, glede Sare Kager. Ja, za? Sara. Prosim, da se opredelite glede kandidature Nade Žitek. Ne, zdaj pa gospod Bračko. A ja, za vsako posebej. Se opravičujem. Gospod Drago Bračko, prosim, da se opredelite vezano na kandidaturo gospe Sare Kager. Proti. Dobro. Gospod Nikolaj Brus, prosim za vašo opredelitev glede Sare Kager. Proti. Andrej Divjak. Proti. Dušan Domenko. Za. Alja Domjan. Dominika Fras. Za. Miran Goboc. Amadeja Horvat. Za. Miran Jelen. Elvira Klemenčič. Janez Konrad. Vladimir Antoša. Emil Šmit. Za Saro Kager. Jožef Toplak. Za. Toni Žitek. Za. Zdaj pa isto za Darjana Megliča. Gospod Dejan Berič, predlog je za Darjana Megliča, prosim za vašo izjasnitev. Darjan. Proti. Drago Bračko. Za. Nikolaj Brus. Za. Andrej Divjak. Dušan Domenko. Alja Domjan. Dominika Fras. Miran Goboc. Amadeja Horvat, se vključujem, Andreja. Miran Jelen. Elvira Klemenčič. Janez Konrad. Vladimir Antoša. Emil Šmit. Jožef Toplak. Toni Žitek. Dejan Berič, prosim, da se opredelite glede Nade Žitek. Za. Drago Bračko. Za. Nikolaj Brus. Za. Andrej Divjak. Dušan Domenko. Alja Domjan.
Dominika Fras, Miran Gomboc, Amadeja Horvat, Miran Jelen, Elvira Klemenčič, Janez Konrad, Vladimir Antaša, Emil Šmit, Jožef Toplak, Toni Žitek. Kaj bo tajam? 3, 4, 5, 11, 5, 1, 2, 3, se pravi 13, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 je pa 16, pa 9, 7. Ja. Se pravi, ugotavljam, da je Darjan Meglič dobil 13 glasov za in 3 proti, da je Sara Kager dobila 11 glasov za in 5 proti, da je Nada Žitek dobila 9 glasov za in 7 proti. Ugotavljam, da sta izvoljena Sara Kager in Darjan Meglič. Sedaj pa dam na glasovanje še ostale, ne? Vse tri skupaj. Aha. Je še kakšna razprava, je še kakšen predlog? Če ne, bom celoten, se pravi, dal na glasovanje. Predlog sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa o imenovanju članov odbora za družbene dejavnosti v sestavi Elvira Klemenčič, Emil Šmit, Nikolaj Brus, Sara Kager in pa Darjan Meglič. Glasujemo, kdo je za. 16. Ugotavljam, da je vseh 16 glasovalo za in da je predlog sprejet. Odbor za gospodarstvo, turizem, obrt in podjetništvo. Pri zapisu naziva odbora se nam je pripravil gradiva zgodila napaka, ki jo je na seji odpravljam in imenujemo člane odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo. Se pravi, turizem smo dali v šport. O vsebini predmetne točke je razpravljala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim Amadejo, da ta poročilo. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo soglasno sprejeli sklep o imenovanju članov v odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo v sestavi Alja Domjan, Vladimir Rantaša, Miran Jelen, Mitja Škerget in Aleš Škrlec. Člane občinskega sveta predlagamo, da o sklepu razpravljajo in ga potrdijo v predlagani vsebini. Hvala, gospa Amadeja. Želi kdo razpravljati? Ima kdo kakšen predlog? Prosim. Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa o imenovanju članov odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo v sestavi Alja Domjan, Vladimir Rantaša, Miran Jelen, Mitja Škerget in Aleš Škrlec. Glasujemo. Ugotavljam, da je vseh 16 za. Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe. V vsebini predmetne točke je razpravljala Komisija za mandatna vprašanja. Prosim gospod Amadejo, da poročilo. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo soglasno sprejeli sklep o imenovanju članov v odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe v sestavi Nikolaj Brus, Dušan Domajnko, Elvira Klemenčič, Marjan Šalamun in Mitja Škerget. Članom občinskega sveta predlagamo, da v sklepu razpravljajo in ga potrdijo v predlagani vsebini. Hvala.
Želi kdo razpravljati, ima kdo kakšen predlog? Gospod Nikolaj. Ja, spoštovane, na usklajevanju, ki smo ga imeli že pred prvo sejo, je bil predlog kot 5. član Erik Ivanuša. Zdaj se je pojavila predlog za gospoda Škergeta, daleč od tega, da bi imel proti, vendar takrat je bil dogovor, da je član tega odbora Erik Ivanuša, kar pa ni uresničljivo z obljubo tebe, gospod župan, ko si povedal, da naj poskušam pomagati pri sestavi tega odbora. Toliko. Hvala lepa. Vaš predlog je? Nima predloga. Glede, da ni novega predloga. Glede, da ni predloga, občinski svet občine Radenci potrjuje predlog sklepa imenovanja članov odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe v sestavi Nikolaj Brus, Dušan Domenko, Elvira Klemenčič, Marjan Šalamon, Mitja Škrget. Glasujemo. Ugotavljam, da jih je 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14. Je kdo proti? Eden. Čestitam izvoljenim članom stalnih delovnih teles občinskega sveta občine Radenci. S tem preidemo na novo točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalni gospodarski javni službi občine Radenci. Prva obravnava. Odlok se danes sprejema v prvem branju. Odlok bo v pripravi 30 dni. Pogled bo zagotovljen v občinski upravi v delovnem času. Vsi zainteresirani lahko podajo svoje mnenje, pripombe na prvo branje odloka pisno in pa seveda tudi ustno na zapisnik. Gospa Jasna Divjak bo podala predlog, obrazložitev. Spoštovani, hvala za besedo. Kot je rekel župan, z gradivom ste prejeli predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Radenci. Občinski svet občine Radenci je na svoji 22. redni seji leta 2014 sprejel odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah, ki ga danes s predmetnim aktom spreminjamo. Lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe skladno z 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah v naslednjih oblikah: v režijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, lahko pa tudi s podelitvijo koncesije. Lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe skladno z 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali pa značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje oziroma se odločiti za podelitev koncesije. Občinskemu svetu tako predlagamo spremembo odloka na ta način, da se bodo naslednje gospodarske javne službe izvajale preko režijskega obrata, in sicer odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki spada med obvezne gospodarske javne službe, uporabljanje ter urejanje pokopališč kot izbirna gospodarska služba ter vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno-prometne signalizacije, ki prav tako jo uvrščamo med izbirne gospodarske javne službe. Režijski obrat imamo že ustanovljen z odlokom o režijskem obratu iz leta 2007, a njega obratovanje doslej ni bilo vzpostavljeno in ocenjujemo, da je zaradi majhnega obsega oziroma značilnosti služb neekonomično in pa neracionalno navedene gospodarske službe izvajati s podelitvijo koncesije, zato predlagamo spremembo odloka v predlagani vsebini. Sprememba 5. in pa 6. člena odloka pa se nanaša tudi na uskladitev odloka z veljavno zakonodajo. Po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti je namreč tudi obvezna gospodarska javna služba 24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti.
Župan je malo prej tudi omenil, da vse navedeno usklajujemo v skladu z revizijskim poročilom Inštituta za javno finančno pravo, ki je na področju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja ugotovil določene normativne in dejanske pomanjkljivosti, ki jih s tem odlokom korigiramo. Občinskemu svetu tako predlagamo, da predlog odloka potrdi v prvem branju. Absolutno bomo v začetku meseca februarja imeli tudi sklicane seje in odbore, kjer se bo lahko vsaki opredelil do predmetnega odloka. Hkrati pa imamo na spletni strani občine tudi možnost elektronskega podajanja mnenj in pripomb k predlaganim odlokom. Tako da vas vabimo tudi k sodelovanju. Hvala. Hvala, jasno, za predstavitev. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Povem, da pripombe in predloge, ki bojo v razpravi, bomo upoštevali kot pripombe javne obravnave. Če je kdo, oziroma se lahko kadarkoli v teh 30 dneh izjasni glede tega. Če ne, ugotavljam prisotnost. Ugotovim, da jih je vseh 16 prisotnih. Ne? 14. Prisotni. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Radenci sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalni gospodarski javni službi v občini Radenci, prva obravnava. Glasujemo, kdo je za? 12 za, kdo je proti? Ugotavljam, da nihče ni proti. Se pravi, predlagani sklep je sprejet tako, kot je predlagan. Slednja točka je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v občini Radenci, prva obravnava. Tudi za ta odlok velja, da bo 30 dni možna obravnava v prostorih preko interneta na vse načine, da bi se zagotovilo, da bi čim več ljudi dalo svoje pripombe. Prosim, jasno, da obrazloži naš predlog. Hvala za besedo. Občinski svet je na svoji 10. redni seji leta 2007 sprejel odlok o režijskem obratu v občini Radenci. In v 6. členu predmetnega odloka so navedene dejavnosti, ki jih spremembo tega odloka tudi dopolnjujemo. Tako občinskemu svetu predlagamo spremembo odloka na način, da se bo obvezna gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvajala preko režijskega obrata. Prav tako bo preko režijskega obrata izvajano urejanje ter vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno-prometne svetlobne signalizacije. Prav tako pa se bodo izvajale tehnično-strokovne naloge z področja oskrbe s pitno vodo in še nekaj drugih stvari smo dopolnili, kajti ocenjujemo, da je zaradi majhnega obsega oziroma značilnosti navedenih služb neekonomično gospodarsko službo izvajati s podelitvijo koncesije. Prednost v izvajanju gospodarskih javnih služb strani režijskega obrata pa je tudi dejstvo, da lahko občina izvaja nadzor nad poslovanjem ustanovljene organizacijske oblike po odloku, ima popoln nadzor nad cenovno politiko storitev ter hkrati postavi učinkovit in pregleden informacijski sistem. Občinskemu svetu tako predlagamo, da predlog odloka v prvem branju potrdi. Hvala. Velja pa prav tako isto, kot smo rekli za prejšnji odlok, da imate možnost se udeležiti s svojimi predlogi k sami spremembi odloka. Hvala. Hvala, jasno. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati sedaj? Izvolite. Torej, jaz bi rada samo obrazložila svoj glas in sicer bom glasovala za odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v občini Radenci, ker ga obravnavamo v prvi obravnavi in ker verjamem, da bomo pred drugo obravnavo odlok o spremembah temeljito obravnavali na vseh pristojnih odborih in se tam seveda tudi seznanili z neposrednimi finančnimi posledicami, seveda pozitivnimi in pa negativnimi. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo želi? Gospod Brus, izvolite. Odlok govori o dopolnitvah odloka v režijskem obratu občine Radenci pod številko 17, upravljanje več stanovanjskih stavb.
v kateri lasti? Občinski? Na kak način lahko pridemo do dejavnosti, ki bo skrbela za večstanovanjske zgradbe, kjer so etažni lastniki in se sami odločajo, kdo je upravljalec. Hvala lepa. Da pojasnim, tako je ta odgovor, se pravi, režijski obrat ima možnost, da na trgu konkurira kot vsa ostala podjetja, ki upravljajo z večstanovanjskimi hišami, in če bo v večstanovanjski hiši izbran za upravljavca, bo to upravljal. V primeru, da ne bo izbran, bo upravljal drugi. To je samo registracija režijskega obrata, kar ne pomeni, da mi prevzamemo te zadeve, ampak vsi delajo normalno naprej. Če se bojo pa stanovalci v večstanovanjski hiši odločili, da grejo v režijski obrat, pa je to tako, kot danes trg veleva in se danes počne. Isto, ja. Dobro, če je še kakšen razprava, še kakšna, ugotavljam, da ne, ugotavljam prisotnost. Prisotnih 14 svetnikov. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Radnice sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v občini Radnici, prva obravnava. Glasujemo, kdo je za. Dvanajst je za. Kdo je proti? Ugotavljam, da nihče ni proti. Naslednja točka dnevnega reda, predlog sklepa o potrditvi programa ravnanja z ločenim zbranim frakcijama za leto 2019. Za predstavitev vsebine 9. točke dnevnega reda sem vabil gospoda Petra Brumna, predstavnika podjetja Saubermacher, da predstavi predlog spremembe. Gospod je tukaj. Prišli do spremembe. Dobro. Hvala za besedo, predsedujoči. Jaz bi seveda uvodoma najprej vse skupaj prav lepo pozdravil v imenu družbe Saubermacher Slovenija. Seveda vsem svetnicam in svetnikom iskreno čestital ob izvolitvi, tudi gospodu županu, ter vam seveda zaželel, da delo upravljate se vestno in kar se da konstruktivno. Nekoliko je z naše strani seveda prišlo sopet do spremembe. Poročevalec ni gospod Peter Brumen, ampak moje ime je Boštjan Berlak. Odgovoren v družbi Saubermacher Slovenija se za gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. In sicer z pričujočim gradivom ste seveda tudi prejeli sam program, predlog programa o ločeno zbranih frakcijah na območju občine Radnice za leto 2019. In sicer predlog sam, da ga ne bom se preobširno in dolgo povzemal, določa v bistvenih točkah območje izvajanja javne službe, potem državne usmeritve na področju ravnanja z odpadki, potem koncept ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Radnice v letu 2019, potem lokacije zbiralnic nenevarnih frakcij, lokacije zbirnega centra, prevzemanje kosovnih odpadkov na poziv, prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico, minimalni predpisani volumni in drugi pogoji za prevzemanje posameznih vrst odpadkov, vzdrževanje čiščenja zabojnikov ter ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja, način dobave in zamenjave dotrajanih oziroma poškodovanih zabojnikov, način dobave vrečk, ravnanje s prevzetimi odpadki in druge storitve potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb. Kot bistveno, kaj se dejansko spreminja z samim programom ravnanja za leto 2019, torej sprememba napram letu 2018, pa je na strani 21, kjer so določeni minimalni predpisani volumni in drugi pogoji za prevzemanje posameznih vrst odpadkov. Dejansko je sedaj minimalno predpisani volumen posod za mešane komunalne odpadke v več stanovanjskih stavbah izenačeni se z individualnimi gospodinstvi.
Tako da je se pač tisti predpisani minimalni standard 60 litrov za eno osebo v gospodinjstvo, če pa gre se za 2 ali več oseb v gospodinjstvo, pa je minimalno predpisani volumen posode 120 litrov. Kaj bi še povedal? Povedal bi to, da se z potrditvijo tega programa dejansko ne spreminja sama cena storitve, ki ostaja nespremenjena, ker je ta bila potrjena z elaboratom. Zato predlagam, da občinski svet občine Radenci potrdi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Radenci za leto 2019. Hvala, gospod Boštjan. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Brosivold. Pozdravljam to odločitev predlagatelja, se pravi občine Radenci, občinske uprave, odbora za okolje in prostor, za spremembo te alineje, ki je upoštevana. Pa vseeno bi prosil, da občinska uprava seznani z mojo pobudo in vprašanjem podjetje Saubermacher. Hvala lepa. Hvala. Še kdo želi razpravljati? Če ne, ugotavljam prisotnost. Predlog sklepa se glasi: občinski svet občine Radenci sprejme program ravnanja z ločenim zbranim frakcijama na območju občine Radenci v letu 2019. Glasujete. Kdo je za predlagani sklep? Ugotavljam, da je vseh 16 za in da je sklep sprejet. Še je zadnja točka. Odgovori na vprašanje in pobude svetnic in svetnikov. Gospod Brus, o tem bomo obvestili vse, tako kot ste rekli. Upam, da bova tudi na to temo še nekaj rekla in še ugotovila, kaj bi bilo treba v tem pogledu reševati. Ta zadeva je bila sedaj sprejeta, da se pač izravnajo zadeve med individualnimi in pa večstanovanjskimi hišami. To je zdaj na nek način rešeno, za vse ostale spremembe bomo seveda še razpravljali. Gospod Miran, strinjam se pobudo, upam, da so vsi svetniki razumeli, se čim prej namestijo svoj e-mail na naslov, da lahko direktno komuniciramo. Tisti svetniki, ki želite prevzeti računalnik od starih svetnikov, ki so še na razpolago, lahko se oglasite in te računalnike prevzamete za svojo, mislim, za to uporabo. Hočem povedati, Prekmurski dom in stanovanja za mlade družine, problem je seveda prisoten. Tudi v zadnjem požaru smo dobili kar nekaj računov za gašenje Prekmurskega doma, 3500 evrov od gasilcev iz Murske Sobote, tudi gasilci iz Gornje Radgone bojo poslali, tudi naši, tako da so zadeve odprte in te zadeve bomo res morali rešiti. In gospod Miran, hvala za to, je zadeva, ki je akutna in bomo se mogli posvetiti temu problemu, ker očitno po zakonu smo neke račune dolžni plačevati, so pa zelo veliki in zelo bremenijo naš proračun. Glede stanovanj moram povedati, da sem danes se pogovarjal z lastnikom Pongrada. Mesnica bo v kratkem odstranjena na tega mesta in zgrajena bojo 6 oziroma 8 stanovanj za mlade družine. Mi bomo pa v okviru občinske uprave oziroma z vašo pomočjo občinskega sveta poskušali najti možnost subvencioniranja obresti za to, da bi ljudje do teh stanovanj prišli čim ceneje. Ureditev prireditnega prostora in parka, ja, ta zadeva se mora z podjetjem Savo začeti se dogovarjati
katero smer urediti, da ta prostor čim prej damo v uporabo na takšen in drugačen način. Zadevo bomo začeli pripravljati za vas svetnike takoj, ko končamo vzpostavitvijo režijskega obrata. Bomo počeli te pogovore in našli čim boljšo rešitev, da bi ta prostor bil večnamenski in da bi ga lahko uporabljali za to, kar ste pač povedali. Glede teh davka na nepremičnine oziroma nadomestila za stavbna zemljišča, bi prosil gospod Mojco, da date kratek pogovor, ker je ona to na koncu delala, glede na to, da je predtem gospa Nataša odšla na porodniški in je zadeve prevzela Mojca in vam pa zdaj kratko odgovorila, če boste pa želeli še dodatno, pa vam bomo to odgovorili pismeno. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni v novi sestavi, tudi v mojem imenu. Položnice za NUS bodo šle na naslove, jaz mislim, da še v mesecu januarju, če ne bo se zdaj na davčni slučajno kaj zapletlo. Drugače pa po zakonodaji pa moramo za leto 2019 izdati položnice oziroma pripraviti dokumentacijo do meseca junija, ker se pripravlja sprememba zakonodaje zaradi davka na nepremičnine. Strinjam pa se, da takrat, ko bomo poslali najavo za 2019, bom to zabeležila, da bomo podaljšali odplačevanje za en mesec. To mislim pa, da ne bi smel biti problem. Na mesto na 2 obroka damo na 3. Hvala lepa. S tem mislim, da je tudi odgovoreno na vsa vprašanja, ki ste imeli. Zaključujem drugo redno sejo občinskega sveta občine Radenci. Zahvaljujem se vam za konstruktivno sodelovanje. Želim vam lahko noč. To je vse. Hvala lepa.